A je lažje biti trgovalec ali investitor? Če bi šli realno gledati njihov rezultat, sem prepričan, da večino njih niti ni dobičkonosno. Tradanje in AI, a bo AI to bistveno spremenil po tvojem? Ko si ljudje predstavljajo tradanje, največja napaka, pa tista prva je... Bitcoin je najbolj miroljubna valuta, prav Andrej? Strategije nisem imel načrta. Spoštovane dame in gospodje, danes smo spet z vami v novem Fire podcastu in danes je z mano cenjeno ime v svetu investicijskega upravljanja Matej Reisman. Že 15 let ljudem pomaga sprejemati in podjetjem pametne finančne odločitve in danes je z mano tudi iz tega razloga, ker ima dva izredno posebna naziva, in sicer CFA in CMT, kar pomeni, da je izobražen, kvalificiran v preučevanju podjetij, delniških trgov in ekspert na področju tehnične analize. On bo to zagotovo boljš povedal kot jaz. Poleg tega pa je tudi direktor butičnega podjetja Albacor, ki se ukvarja z korporativnimi financami, asset managementom in family office. Tako da, dobrodošel, Matej. Pozdravljen, zdravo. Hvala za povabilo. Zdaj, ena stvar, ki mene v bistvu, tako, jaz bi danes rad tak naredil pogovor, ki je v bistvu nekako za vsazga. Tudi vem, da si ti res ultra strokovnjak na tem področju, ampak jaz hočem to temo ljudem nekako predstaviti na en čim bolj enostaven način. In kaj se meni zdelo v bistvu interesantno vprašanje, ki ga non-stop opažam in vidim tudi pri nas v podatkih, je to, da ljudje pridejo k nam na našo platformo in se obnašajo ali pa govorijo, da so oni trgovalci, da so traderji. Jaz si pa mogoče mislim, da morda niti niso traderji, ker tradati je v bistvu zares težko, po mojem mnenju. Tako da začel bi mogoče, čist bi odprl to debato, imam tlele en grafik, tega lahko tudi pokažem potem na ekranu. Tlele imam na spodnji aksiji imam performance, na zgornji aksiji imam število tradov. In ko se povečuje število tradov, se zmanjšuje performance. Oziroma, večje kot število tradov, manjši performance. Manjše kot je število tradov, načeloma boljši performance. To jaz vidim v grafu. Kako ti to recimo, kako razmišljaš ti o tem? Kako to interpretiraš? V bistvu pri investiranju ali pa bom rekel pri tradanju, jaz drugače čisto osebno za sebe ne delam neke velike razlike med obema, ker vedno nekaj kupiš pa nekaj prodaš. Torej, moraš kupiti po čim nižji ceni, prodati po čim višji, in potem si naredil nek dobiček. Je pa res, da dejansko kaj ta graf kaže, je ravno to, da je pri večini assetov v zadnjih 15 letih, vedno je pomembno obdobje, ampak zadnjih 15 let imamo kar največji bull market, ki je kadarkoli bil v zgodovini. Mogoče za tiste, ki res ne spremljajo takšnih stvari, bull market pomeni pač rastoč trg. Praktično od takrat, ko je bila kriza 2008, pa so bile delnice zelo poceni, kriptota praktično še ni bilo takrat, ampak od takrat, od nepremičnin do surovin, delnic, kripto, pač vse samo raste. Pustimo to, ker vmes ljudje mislijo, da so trgi padli. Trgi so zanihali. Pravi padci so tisti, ki dobesedno ljudje so tam v 80-ih letih pa leta 29 skakali z 20. nadstropja, zato ker so zgubili celo premoženje. To so prave krize. 2008 je bila ta zadnja, če mene vprašaš, zadnja kriza. Je pa tudi zelo zanimiva, kaj je definicija nekega bika, rastočega trga, kaj je pa definicija nekega bear marketa. Definicij imaš zelo veliko, ali je to zdaj, da nekaj pade za 20%, ali je to, da nekaj pade za 15% v določenem obdobju. Pač ni čist jasne črte. Za mene je pač nek bear market
daljše obdobje, kjer trgi zelo padajo. Ne. Torej, to je res vidno, ne. 50%, 60%. Zdaj pač zato, ker smo imeli zadnjih 15 let zelo rastoče trge, ne, si zelo hitro lahko misliš, da si fenomenalni investitor. Ne. Praktično cela generacija ali pa 2 generaciji sploh nista videli dobene večje krize. Ne. In v takšnem obdobju je ta buy the dip filozofija nastala. Buy the dip pomeni, da ob vsakem malem padcu ponovno kupiš, pa si imel malo nižjo vhodno ceno in potem, ker zadeva zopet zraste, si zelo profitiral. No. Pa v bistvu še ena stvar, no, pa bom potem prišel nazaj. No. Jaz velikrat malo okoli govorim, ampak ne pozabim na tisto, kar je bilo na začetku. Ti se kar sprost, kukor se tem zdi, da je najbolj. No, torej, če gledamo... Zdaj pa sem pozabil v bistvu. V bistvu je zadeva takšna, da zdaj zadnjih 15 let so trgi rastli, ne, torej, in zdaj zelo težko je premagati buy and hold strategijo. To pomeni strategija, kjer si kupil pa držiš, torej tako ljudje rečejo, kupiš pa za vekomaj držiš. Ne. In več tradov, ko narediš, več imaš več emocij je v igri, zato ker pač glavna stvar na trgih delniških pa zakaj, ali pa tudi kripto, je, da se trgi gibljajo z emocijami ljudmi. Ne. Pač ljudje vedno delujemo kot neka čreda, v bistvu zgodi se nam, ravno kontra reagiramo tistemu, kar bi morali, ne. To je kot da nekdo teče po ulici, pa vsi mislijo, da ga nekdo lovi, pa kar to vidiš na YouTubeu, kakšne videe, pa jih kar 20-30 začne bežati, pa sploh ne vejo, zakaj bežijo. Ne. In na kripto pa na delniških trgih je zelo podobno. Ne. Dokler raste, pa dokler vsi čitajo, pa gledajo, da bo to zavedno rastlo, pa da je to samo začetek, da bo se še kar popeterla vrednost, ne vem, Bitcoinu naprimer, ne. Kar vsi bi hodili noter, ne, in dejansko, v bistvu, nažalost je pa tako, da v bistvu večina ljudi gre noter takrat, ravno takrat, ko je napačen trenutek, ko gre na vrhu, ne. In zdaj, če se vrnem temu grafu, ne, eno so transakcijski stroški, drugo je pa to, da če ti trguješ, nisi cel čas v trgu, ne, torej razlika med nekim aktivnim trgovanjem pa med investiranjem je ta, da je pri investiranju time in the market, ne, pri onem je pa timing the market. V bistvu čisto obratna filozofija, ti v čim krajšem času v trgu poskušaš čim večji donos doseči, ne. In ti skoraj ne moreš donosa doseči takšnega, da držiš neko stvar, če si samo, ne vem, 1/5 časa ali pa 1/10 časa izpostavljen trgu, ne. In ti potem lahko dosežeš više ali pa enake donose samo na način, da delaš z finančnim vzvodom. Ne, torej, v bistvu, kad ti aktivno trguješ, dosegaš donose v zelo kratkih intervalih, s tem, da si vzel leverage. Vzvod. Kar pa pomeni, da če malo zamudiš timing ali pa se zmotiš ali pa nimaš zelo dobrega nadzora nad rizikom, boš vse, kar imaš, zgubil. Ne. Tako da jaz bi rekel, da sploh pri ljudeh, ki po nekih občutkih ali pa tem, jaz vidim tisti, nekateri mislijo, sem trader, ne, ampak bom dal primer pri delnicah, naprimer, ne, prečita, Tesla je električni avtomobili, super stvar, Elon Musk je rekel to pa to, jaz grem zdaj Teslo kupiti, ne. Pa prečita nekaj drugega, ne vem, nekdo je rekel, da bo pa zdaj, da pa Teslini avtomobili vsi zgorijo takrat, ker, ne vem, se potopijo vodo, ne, zdaj pa gre delnico prodati. Temu jaz rečem takšni noise traderi, ne. In v bistvu, če si ti noise trader, je zelo velika verjetnost, da boš zgubil, pa tudi, če ti trguješ na podlagi nekega občutka. Ne. Nažalost, imamo ljudje ravno napačen občutek, ne, torej, jaz sem to že poskušal, ne, brez da res slediš nekemu planu, da res gledaš tiste stvari, ki si jih naučen gledati, torej, da si spremeniš svojo psihologijo. Probaš iti na trg, ne vem, nekje, kjer imaš te svečke, candlestick grafe ali pa nekaj in poskušaš kupiti pa prodati z dobičkom.
garantiram vsakemu, da če bo šel to z občutkom narediti, ne, torej samo na podlagi občutka, ki bo to videl, pa, da bo v 90% izgubo prodal. Zato, ker je pač naša psihologija takšna, da bomo ravno kupili takrat, pa se bomo pa vstrašili, ko bo šlo dol, pa bomo napačno reagirali. Torej, trgovati, če temu rečemo aktivno, kupovati pa prodajati, sploh ni lahko. Je pa pač tista druga neka filozofija, pa je, da vsak mesec malo kupuješ. Ne? Ful je razlika, če ti, na primer, da bi zdaj šli na kriptomat, pa na primer imeli 5 milijonov evrov, ne? Pa bi teh 5 milijonov naenkrat vložili. Ne? To je čist drugo, kot da pa vsak mesec daste po 100 evrov, 200, 500 evrov na svoj account in potem pač nekaj kupujete za to vsak mesec. Ker če boste vsak mesec kupovali, pač kupiš po neki povprečni ceni, ki bo v redu. Ne? Enkrat bo nižje, enkrat bo više, pač boš ta nihanja nekako iz povprečja. Če boš pa dal 5 milijonov, pa moraš biti zelo heroj, da kar greš pa jih vržeš v trg. Ne? Takrat pa moraš res paziti, da na začetku ne doživiš padca 30%, 40%, 20%. Zato, ker ne samo mentalno, ampak je tudi treba to računati. Če ti 50% zgubiš, moraš 100% nazaj zaslužiti. Ne? Torej mora biti donos full. Ne? Torej, če ti zgubiš 90% svojega denarja, moraš 1000% zaslužiti. Ja. Ne? In je skoraj nemogoče tog denarja potem nazaj zaslužiti. Zato je treba v bistvu, ko imaš neko zajetno vsoto denarja, paziti, da denarja ne zgubiš. Bolj pomembno kot to, da vsak procent loviš ali pa da neke fenomenalne procente služiš, je to, da se ti ne zgodijo ti padci 20, 30, 40%. Ne? Veš kaj bi jaz tebi rekel skoraj, mi se skoraj da zaključila. Zakaj? Veš te, kaj mi to spominja, kar si zdaj povedal? Veš, narisanka Baltazara, kaj je že bilo? Tek, spušča skozi, tek, neko na kolesje, provete, gor, dol in na koncu on odpre tisto pipco in pride ven destilirano znanje. In to, kar si zdaj povedal, me je direkt na to spomnil. Ne? Jaz sem tle eno tako anekdoto. Jaz, ko sem začel v kriptu, to je bilo leta 2017, to je bilo pred tistim, oziroma bom rekel, predprejšnji cikl. In takrat sem jaz začel tako kaj je to the best, stari, to raste, pa se meni to ful gre. Pa sem rekel, pa top, stari, jaz bom v bistvu bil trader, to je stari, zakon je biti trader, ne, ful je dobro, ker praktično vsaka poteza, ki sem naredil, bila the best poteza, ker v bistvu si je vse dogajalo, ne. No, pa sem pa v bistvu doživljal, valjda, sem doživel to, kar je večina manj ljudi v kriptu tudi doživela, se pravi tisto pušijano, ne. In sem doživel padec, izgubo in pol tisto, shit, kaj, mislim, kva, ne vem kaj, in valjda so te napake, prodaš, kupaš, ne vem kaj. No, in sem točno to doživljal, kar si zdaj opisoval. In v bistvu sem takrat valjda tudi gledal kakšne tako na YouTubeu variante, kdo ki govori, kaj se govori. Pač sem sem vse one napake naredil, ki sploh ne bi smel narediti, ne. Potem sem pa čez čas, valjda, ker sem se ukvarjal toliko s kriptomatom, sem začel malo analizirati vedenje, ugotavljati in sem v bistvu ugotavljal, da večkrat se ti ukvarjaš s tem, slabše v bistvu, oziroma več kot se jaz s tem ukvarjam, slabše to zame je. In s komorkoli sem se pogovarjal, mi je v bistvu vedno rekel, dej, sam pust pa to, ampak ne daj miru, stari, nekih gricka, veš, tle not vzadi in grejo, pa gledajo, pa prodajo, pa kupujo, ne. Enako tudi pri meni. In pa zdaj, ki si pa rekel za frekventno pač vlaganje oziroma DCA-janje, ne, to je pa taktika, ki je najboljša zame. Zato, ker delno skozi pač nekaj investiram, se pravi, imam nek skin in the game, pa tudi, če nekaj gre dol, ni spet tak znesek, da bi rekel, nekaj, ne. In zdaj, v bistvu, s časom sem si pa povprečil ceno, kot si povedal, neko luštno povprečno ceno, ki je pač boljša kot, se pravi, ustvaril sem nek donos, veš. Tako da, čisto se poistovetim, no, s tem, kar si mi rekel, ne. Zdaj, koliko je, ljudje pridejo dostikrat na našo platformo in pač oni zdaj so traderji in pa gledajo, kje je kakšen fee, kje je kakšen, in v bistvu iščejo lastnosti, ki jih ponujajo trgovalne platforme. Medtem, kaj jaz v bistvu hočem ljudi izobraziti, saj ne vem, mene zanima tvoje mnenje glede tega, ne, hočem izobraziti, da v bistvu oni so verjetno investitorji, večina ljudi. Enega gospoda sem poslušal iz Hrvaške,
gospoda Milana, ne vem kako se že piše, ampak ima en brokerage ima, Ja, ne? poznam, ja. Kako se že piše, ja. Pozabil sem, kako se piše, ampak FIMA. FIMA, gospod. In on pravi, da traderjev je v bistvu zares zelo, zelo malo. Ta pravih traderjev. Ne? In recimo, ko sem jaz to sešel trader, ne, v bistvu sem sešel na ta način, da sem nekaj mesecev se učil, ampak dejansko nekaj mesecev skozi neke tečaje sem šel, dejansko sem nekaj investiral časa, da bi pridobil neko znanje in kljub temu nisem mogel naštudirati, pa sem tako dosti matematičen, zelo matematičen, ne? In ni mi, ker vedno sem mislil, jaz bom uspel to premagati, na koncu sem pa premagal sam, izgubil proti samom sebi. In on je takrat rekel, pač te ljudje mislijo, da so traderji, ampak oni niso traderji, zato ker je to zelo težko biti. Kako ti ocenjuješ to? Ker recimo ti si vseeno temu zdaj pač nekaj desetletij zdaj, razumeš, ne? Kako težko je pridobiti to znanje, da postaneš trader? Kakšen je v bistvu to sploh poklic? Kaj je to? V Sloveniji imamo zelo veliko dobrih traderjev, pa ljudje tega ne vejo, ne? Ampak ti traderji so večinoma v energetskih podjetjih, ne? Petrol, HSE, Belektron, Interenergo, pa še več podjetij, no, GENI, imajo veliko količino pravih traderjev. Ti ljudje pač dnevno delajo, ne vem, z količinami denarja, ne vem, sem govoril z enim fantom, ne bom rekel iz tega podjetja, ampak pozicije so tako velike, da lahko v enem dnevu po 300.000 evrov tudi zgubi. To mu je, pa še več, to mu je risk limit, ne. Torej, v Sloveniji je ta posel nekako zelo razvit in tudi tehnično analizo dnevno uporabljajo, zato ker pač na energetskih trgih je zelo težko z nekimi fundamentalnimi podatki pa analizami trgovati in je vse povpraševanje ponudba, ne. In dejansko v bistvu jaz mislim, ko si ljudje predstavljajo tradanje, ne, največja napaka, pa tista prva je, da poskušajo s premalim zneskom preveč narediti. Ti, če bi razumel pravi risk management pa pravi position sizing, torej kakšen procent ali pa kakšno količino od svojega denarja lahko na enem tradu riskiraš, potem rabiš prvo zelo dolgo časa, da prideš v nek veliki minus, tudi donosi ne bodo zdaj 100%, 1000%, tako si to ljudje predstavljajo, da bo kar day trader, pa bojo začeli z 10.000 evri, pa bojo služili po 5.000 evrov na mesec. No, pač enostavno ne gre. Ti rabiš za to, da bi bil uspešen trader, ko si prvo zelo veliko discipline, ne? Jaz pač mislim, da se lahko naučiš 3, 4, 5 stvari, ki so zelo solidne, pa se zelo specializiraš na teh 5 različnih tradov, je pa predpogoj, da pač imaš dovolj veliko količino denarja, da se lahko to greš, ne. Torej, če imaš ti ne bi smel pri enem tradu riskirati več kot 1%, naprimer, da zgubiš 1%, ali pa še manj, 0,5%. Zato, ker kaj se ti zgodi, v bistvu ti, če 10-krat zaporedoma narobe narediš, ne, boš še vedno imel samo 5% ali pa 10% manj, ne. In je to ful pomembno, da imaš zelo dolgo pot do tega, da ne moreš več trgovati, ne. To je zelo pomembno, pa potem druga stvar je ta, da si konsistenten, da v bistvu se naučiš nekega sistema in potem se tistega sistema držiš. Jaz poznam malo starejše gospode ali pa ki, bolj gospode, gospe ne poznam, zaenkrat poznam v Srbiji eno gospo, ki je starejša, pa se je naučila tradati, pa je ful dobra v tem. Ampak dejansko v bistvu se moraš biti čustveno stabilen, ne, in se moraš tistega sistematičnega načrta držati. In ti imaš v bistvu pri tradanju ful različnih teh časovnih period in pa ful različnih stilov, ne. Zadeva, ki se meni zdi smiselna tak za nekoga, ki zdaj noče res posvetiti življenja temu, je trend following, ne. Torej, govorijo, the trend is your friend, ne. Torej, trend je tvoj prijatelj, ne, in ti se moraš držati trenda, ne. Če pogledamo bolj na kriptu, na primer pri Bitcoinu, ne,
zakaj bi moral, če Bitcoin začne iti v napačno smer, ne, zakaj bi moral cel ta padec iti z njim. Ne? V bistvu, če imaš ti en načrt, kaj počneš, pa rečeš, ko bo zadeva 5% padla ali pa 10% padla, grem jaz ven in bom kupil na istem nivoju, ko sem prej šel ven, ponovno, ko bo prišla zadeva nazaj. Ne? To je en takšen pristop k obvladovanju rizika. Ne? In če se ti zobraziš v tem trend followingu, po mojem lahko enih 80% gibov pobereš. Ne? Tistih 20% pa pač na koncu ne, zato ker boš vedno naredil malo napak. Ne? Druge zadeve, ki pa so pa, da imaš na primer nek swing trading, kjer te manjše valove probaš ujeti, ne? Potem imaš nek shorter day trading, ne? Ker znotraj enega dneva pobiraš te razlike, potem spet je razlika, ali je trend prisoten, ali gre pač zadeva bolj po stran. Ne? Zdaj, Bitcoin je preden je spet začel rast, ne? Je imel kar dolgo ravno črto, kjer je to tako malo osciliralo. Ne? In dejansko v bistvu ti lahko tudi znotraj tega samo te male nihanja gor pa dol pobiraš, kar je mean reversion, ne? Torej vračanje k povprečju. Ne? Je pa zadeva takšna, da je pri vsem tem, ne, je ful pomembno, da se z pravih virov učiš. Ne? Jaz sem imel na primer ful problem, bom potem malo povedal o tej svoji zgodovini ali pa svoji poti, ne? Ampak imel sem zelo velik problem, da tudi če sem dobro kupil, ne, sem zelo težko zadeve držal, če so mi preveč zrastle. Ne? Torej, ne vem, zdaj, spet, če se vrnem na kripto, ne? Če bi Bitcoin kupil po 500 evrov, pa nažalost ga nisem, ampak bi ga sigurno jaz prodal, ker bi bil 1000 ali pa 1500. Zdaj bi rekel, šit, sem že dvakrat 100 sem že trikratnik zaslužil, si nor, ker prodam. Ne? In to je tudi ena taka stvar, da ljudje v bistvu psihološko, ker zgubimo, se kar ne moramo tistega znebiti. Ne? Torej, kupimo, pa imamo zgubo, pa kar v nedogled to držimo. Ne? Medtem, ko nam zraste, pa to z lahkim srcem prodamo, ker itak smo že nek plus naredili. Ne? Ja. In v bistvu tudi to je tale, ki vidiš ti z graf, ne, da več, kot tradaš, slabše je, ker se ljudem to dogaja. Reče, le na Bitcoinu sem se prepričan na vaši platformi, sem zaslužil 30%, cak, prodam. Ker mu pa pade, pa tih, pa to drži leta, če bi kupil v napačnem trenutku. Ne. Zato, ker ljudje v bistvu na nas veliko bolj vplivajo zgube psihološko, kot pa nam dobički dajo užitka. Ne? Še enkrat prosim ponovi, izgube kaj? V bistvu zgube na nas, ne vem, mislim, da dvakrat bolj vplivajo psihološko, ne? Večji nek pressure, excitement, ali pa nekaj dobimo, kot nam dobički dajo užitka. Ne? Torej, tisti več stresa povzroči, kot ti dobiček povzroči veselja. Ja, tudi gamblerji, te, ki so odvisni od iger na srečo, ne? Oni ne propadejo zaradi dobičkov, oni propadejo zaradi tega, ker njih psihološko v bistvu zgube držijo. Ne? Zato, ker v bistvu ti zgubiš in to ti da tak adrenalin, pa tak pressure, da ti kar naprej to nadaljuješ. Ne? Aha, da bi rad v bistvu se povrnil v neko drugo stanje. In isto se ti na trgu dogaja. Ne? Aha, hočeš reči, da v bistvu gamblerje niti ne vleče toliko v bistvu sam dobiček, kolikor jih vleče občutek, da morajo zlesti ven iz izgube. Ja. In isto je na trgu. Ne? Zaradi tega kako sem jaz prišel preko te psihološkega problema, ker je ful velik problem. Dejansko sem, prvo moram povedati, da najprej je moja kariera se začela tako, da sem začel delati kot svetovalec pri prevzemnih združitvah leta že ful nazaj 2002. Ne? In
Potem sem naredil ta Chartered Financial Analyst, ki bi rekel, da je nekako tak zlat standard za to tradicionalno upravljanje premoženja. Ne? Torej v smislu fundamentalne analize, gledaš bilance, gledaš neko ekonomsko okolje, faktore, ki vplivajo. Ne? In pa potem na kak način pametno portfelj zgraditi z različnimi investicijskimi sektorji, z različnimi investicijami. Ne? Ja. Pol sem pa v bistvu v nekem trenutku ugotovil, da mi nič več ni logično na trgih. Ne? Torej, da se mi vse zdelo precenjeno. Ne? In zato takrat, ko se mi je zdelo precenjeno, sem pa začel ukvarjati s tehnično analizo, ne? Ampak nisem se hotel ukvarjati s tehnično analizo pa s trgovanjem na način, da se učim iz nekih YouTubeov, ne? Ampak sem pač se vpisal v ta program Chartered Market Technician, ki je enako kot CFA, res takšen širok program za učenje tehnične analize. Pa v bistvu prednost je ta, da ti dajo prave vire, zato ker je ful napačnih virov. Ne? Torej, glede tehnične analize je ena taka panoga, ker zelo hitro lahko iz nečesa objektivnega padeš v neko ezoteriko, ne? Ki ne drži. In v bistvu ti ljudje, ki mislijo, da znajo, pa so res neki ezoteriki, ne? Od tega, da gledaš do tega, da zvezde gledaš, pa rečeš, kako se bo gibale delnice, ne? Do tega, da pač je čisto objektivno. Ne? In dejansko v bistvu potem sem videl, da je, ne vem, jaz mislim, da 80% vseh virov učenja o tehnični analizi napačnih. Ne? Druga stvar je pa ta, da veliko teh ljudi, ki prodajo neko znanje, ga sami nimajo. Ne? Torej, dejansko se predstavljajo kot neki guruji, koliko so donosov dosegli, pa kako so dobri. Če bi šli realno gledati njihov rezultat, sem prepričan, da večino njih niti ni dobičkonosno, ko trguje. Ne? Prodajajo pa neke kurze za 200 evrov. Ne? Tako da v bistvu jaz sem takrat tudi začel zbirati knjige o tehnični analizi. Sem med drugim tudi v upravnem odboru regionalnega združenja za tehnično analizo, postali smo zdaj tudi pridružen član mednarodnega združenja IFTA za tehnično analizo. To je pri nas, to regionalno združenje. Drugače, zasnovala ga je ena punca iz Makedonije, ki drugače dela v banki na foreign exchange, ne, torej trgovanju z valutami. Imeli smo do zdaj že konferenco letno v Makedoniji pa v Sloveniji lani, kjer smo res imeli res dobre te govornike. Ne. Imamo zdaj naslednje bo pa v Romuniji. Kdaj pa bo? To bo aprila 2025. Ne. In to res pridejo ljudje, ki so vodilni na svetovno pri tehnični analizi pa pri trgovanju. In zdaj, ko sem se na tak način začel s tem ukvarjati, sem prišel do parih zadev, kako iti iz tega, da bi prehitro prodajal. Ne. Ena zadeva, ki mi je zelo všeč, je The Dow Theory, ne. To je gospod, po katerem se imenuje Dow Jones, ne. Indeks največjih podjetij v Ameriki, je začel s to teorijo, v bistvu, da vsak trg, torej trguješ lahko z vsem, kjer je dovolj kupcev pa prodajalcev. Ne. Ali je to kripto, ali je to ali so pa slikce za basketašov. Ja, samo mora biti organiziran trg, tako da je javno znana cena. Ne. Okay. In dejansko v bistvu on je rekel, da v bistvu se trg giblje kot voda na plaži, ne, kjer ti palčko postaviš v pesek in gledaš, kako voda gre do te palčke. Ne. Torej, ali pride do palčke, ali gre preko nje, ali pač ne pride čist, pa gre nazaj. Ne. In na podlagi tega je razvil teorijo, da v bistvu je treba za gibanje delnic, ne, gledati, kako se
ta Dow Jones Industrial zgiblje v primerjavi z Dow Jones Transportation. Ne? In zato, da se trg obrne, ima še ena taka zelo specifična pravila, mora najprej vsaj 3% past v določenem obdobju, potem pa, ko se nazaj vrača, pa ne sme čez največjo točko priti, ampak... Ampak to je neka metodologija, ki je on pač, bom rekel, postavil. On jo je postavil, so jo drugi še potem dodelali, ampak naprimer pri delniških trgih, zato da jaz nek primarni trend določim, sledim tej njegovi teoriji. Ne? Imaš eno internet stran, se reče thedowtheory.com in med drugim, zakaj sem tudi s tem začel, so razvili metodologijo tudi za zlato in pa so razvili metodologijo tudi za Bitcoin. Ne? Top. In pri Bitcoinu pač oni gledajo Bitcoin pa Ethereum, ne? In gledajo, kaj se z enim pa z drugim dogaja, ne? Ali pa kaj se dogaja z različnimi kriptovalutami, ali se potrjujejo cene ali ne. In potem neko isto logiko glede teh swingov. Ne? In dejansko v bistvu na ta način ta stran mislim, da ima $20 stane, jaz sem naročen na njo. Meni njihovi te newsletteri, ki so res pustijo mirno spat. Zato, ker v bistvu pogledam, rečem, aha, glej, še lahko držim. Naprimer, zdaj pri tem delniških trgih, ne, pa moram reči, da tudi pri Bitcoinu, ne, jaz bi oboje prodal pred 3 meseci, ne, zato ker enostavno se mi zdi, zdaj pa že toliko zrastlo, ne, bo padlo, ne, pa ni, pa so kar spet new highs, ne. Je pa Kako povezuješ pol to z psihologijo? Veš, kaj si rekel v startu, da si se pol naučil, kakšna je pol korelacija med Dow teorij in tem, da veš, kaj si malo prej začel debato o tem, da si rekel, da si psihološko pripravil do tega, in pa si pa šel skozi zgodovino. Zato, ker te Dow teoriji sledim in ne prodam, dokler ne dobim signala od Dow teorije, jaz ne prodam. Je pa še druga stvar, ki me je bilo prej skozi strah, ko sem imel dobiček, da ga bom dal nazaj trgu, ne, torej, da bo pa zdaj, ne vem, če spet pač smo bolj vezani na kripto, če kupim Bitcoin, da se skozi bojim... Nismo nujno vezani na kripto, lahko rečeš, kar češ? No, ampak, naprimer, če nismo vezani, ampak pač čisto tako, da sem nekako, da se navežem na to tematiko, se skozi bojiš, kaj pa če bo padel, pa tudi mislim, da bo, ker zelo cenim ene fante, ki delajo te analize teh waveov. In dejansko v bistvu mislim, da pred naslednjo rasto, ne, da zdaj vsi mislijo, bo to šlo na 200, ne, verjetno bo šlo enkrat, samo vmes bo pa en orang padec, ne, in zdaj trenutno projekcija kaže, da bo Bitcoin spet na enih 15 jurjev padel. Trenutku, ne. In dejansko v bistvu mislim, ne vem, če je to res, pač njihove projekcije to kažejo, ne? Ampak dejstvo je, da zadeve nihajo, ne? In mene je vedno strah, naprimer, ko kupim nekaj po 80-90, ne? Kaj pa, če bo šlo dol? Ne? Je pa spet druga stvar, ne? Da če gledaš statistično za nazaj, sploh ni slabo kupovati na najvišjih točkah. Zato, ker ponavadi, ko so največje točke, še več ljudi na vlak skoči. So še višje točke potem za temi višjimi točkami. Statistično ga nagoriš. Zelo zanimiv, zdaj v vmesnem času, ko si mi govoril, sem si jaz mogoče malo kvazi neke miselne vzorce delal in sem si tlele, tako kot prej, Baltazar, se mi zdi, da zelo dobro podajaš znanje, toliko te je zanimivo poslušati, vsaka čast, res. Ena stvar mi je padla v uho, disciplina, a ne, zato se pravi, ker vse to, kar ti zdaj govoriš, to je potrebno verjetno dosta enega znanja, ni, veš, to je, pač tudi ti s tolikšnim znanjem se še vsem sprašuješ, a je ta prav trenutek, a ni trenutek, kaj šele nekdo, ki v bistvu ni v tej zgodbi, ne, in zdaj, po eni strani ta disciplina, po drugi strani kripto, konkretno je 24 ur odprt. Se to pol zbrnautaš, mislim, ne moreš slediti, stvari se zgodijo med tem, kaj spiš, je še toliko bolj kompleksno, ne, biti trader v tem področju, to mi je padlo, ali se motim, ali je kaj na tem? Veš, skoraj vsi trgi svetovni, ne,
grejo proti temu, da so skozi odprti. Ne. Tudi foreign exchange, ne, dolar, FX, evro, FX Ja. je skozi odprt. Ampak ne glede na to, da so trgi skozi odprti, imaš določene sešne, določene obdobja, kjer se res trguje. Ja. Tisto, tudi ameriške delnice imajo Globex session pa main session. Ne. In v Globex sessionu neki taki banke pa nekaj med sabo delajo neke transakcije in tisto gibanje med nočjo, imam nizek volumen, pa glih ni pokazatelj, kaj se bo naslednji dan zgodilo. Ne. Isto je pri Bitcoinu, ti imaš zelo mirno periodo, pa vedno so podobne periode, zelo mirne. Pol pa imaš tiste, ki se Evropa zbudi, ki se Amerika zbudi, ki se Azija zbudi, ker pa se veliko začne dogajati. Ne. No, ampak za dobrega traderja je absolutno potrebna disciplina. Seveda. Druga stvar, sem tle si zapisal eno misel, risk management oziroma čustvena stabilnost. Meni se zdi, da je vsak izmed nas malo nestabilen, veš. Vsak. Ne, jaz sem veliko testiral. Ne. Jaz sem, na primer, si enkrat, že leto pa pol nazaj, dal nalogo, ne, da bom 90 dni trgoval z S&P Mini Future, ne? ES1 je to znak. Ne? Torej, to so futures, je terminska pogodba, kjer pač indeks kupiš za določeno vrednost z leveragem, ne, in ga trguješ. In jaz sem si dal nalogo, da bom 90 dni trgoval in da bom vseh 90 dni naredil plus. Ne? Ja. In mi je uspelo 87 dni, ne? Ampak je pa bilo zanimivo, tiste 3 dni, kjer pa nisem. Ne? En dan, ko sem naredil 2000 evrov zgube, ne, za 100 juri sem trgoval, je bilo, da sem prejšnji dan naredil 7000 evrov plusa. In pol mi je to toliko v glavo stopilo, da sem naslednji dan nisem sledil disciplini in nisem šel ven, takrat, ko bi mogel. Ampak sem še malo premaknil, pa še malo premaknil. Pretirana samozavest. In potem sem bil tisti dan že 8000 v minusu, več, ker pa sem breždan v plusu bil. Ne? In potem sem se nekako sebi spravil in sem prišel do -2 tisti dan. Ne? Ampak ostala 2 dni me pa pač zato, ker Ameriko trguješ, je to popoldan pa zvečer, ne? In pol pač, če imaš ženo, punco, ne? Si imel obveznosti, pa začneš iti na živce, ne? In potem... Kaj te pa nekdo moti, pa itak ni fokusa ta pravega. Druga stvar je bila, se pravi v zvezi s tem risk managementom, a veš, kdo pa je recimo čustveno ful stabilen? Jaz razmišljam, to bi bili verjetno ljudje, ki so tisti, se pravi first emergency responderi, kakšni pokeraši, ljudje, ki so navajeni tako zelo stresnih situacij. A so takšni, a je tak tip posebnosti bolj primeren za trgovalce? Definitivno, mislim, first emergency, pa to ni nujno, zato, ker oni so pač navajeni tistih situacij, lahko pa čist drugačno denar, pa zgubo z denarjem. Drugače tisti, ki so dobri v igranju pokerja ali pa bridža, so ponavadi lahko, ni nujno, ampak imajo predispozicijo, da so dobri traderji. To pa zaradi tega, ker vsak, ki je dober v pokru, je dober v statistiki. Ne? Nihče ne more poker igrati po občutku, oni si vsi računajo, kakšna je verjetnost. Ne? In isto so pri trgovanju samo verjetnosti in pa da znaš, oni foldajo, ne? Torej, da ne igrajo vsake roke, ki jo imajo. Ne? Isto je pa pri tradanju, da če narediš napako, moraš hitro priznati napako. Ne? In to me pripelje takoj do naslednje tvoje točke, ki si rekel 80% gibov, da bi rekel pobereš, ne? 20% nekako izgubiš. In kot nekdo, ki je dober, ali pa kakorkoli odstotkov nije veze, ampak hočem reči, da trader ve, da bo ene trade zgubil, medtem ko nekdo, ki ni trader, sploh ne razume risk managementa in mogoče ni pripravljen izgube delati, ker se mu zdi on, da mora vedno zmagovati. Tu, da bi mogoče razjasnil drugače, ko ti trguješ, je že, če imaš 55% zmagovalnih, ful dobro. Če trendu slediš, to, kar sem jaz prej omenjal, ne? Če si trend follower, ne, imaš ponavadi uspešnost vhoda 35 do 40%. Ne? Torej, ti si 60% narobe šel v trg. Pa to je zaradi tega, ker ti, ko poskušaš trend ujeti, ne, to gibanje, naprimer, torej, če gre delnica, kriptovaluta, zdaj tako, ko smo rekli, da je Bitcoin šel po stran, ne, in potem ti ne veš, kdaj bo pa šel gor.
Ne? Ja. In ti rečeš, ok, tu je vrh tega, ne? In zdaj bom jaz vsakič, ko bo šlo ven, pa se bo nazaj do te črte vrnilo, bom poskušal iti noter. Ne? Ja. In zdaj, če je 5 teh napačnih, bom jaz 5-krat šel narobe noter, ampak takoj, ko bo spet padlo dol, bom šel ven. Ne? Torej bom zgubil samo 2-3%. Bom pa tistega, ki bom ga pa ujel, ta pravga, tistega bom pa pač 40-50% potem šel gor. Ja. In teh 80-20%, ko sem o njih govoril, je, da če je rast, naprimer, 50%, da jaz od teh 50% poberem 40%. To je teh 80%. Ne, medtem, pa če ti delaš trgovanje, kjer rečeš, da bom pa sam take male gibe pobiral, ne? Tam pa ponavadi si, ne vem, 55% uspešen, 45% pa nisi, samo da pač samo isto dobiš, kar pa si izgubil. In zaradi tega, ker si 55% uspešen, pa isto dobiš, kar si izgubil pri vsakem tradu, si potem kot kazino na dolgi rok v plusu. Ne, in dejansko v bistvu to, o čemer zdaj govorim, ne, te pripelje do tega sistematično. Ne. To, kar ljudje berejo o botih, naprimer za trgovanje. Ne. Boti niso nič druga kot neka sistematična pravila, ker bot se bo vedno držal teh sistematičnih pravil. Ja. Ne. In bot, ki deluje na tak način, kot sem jaz rekel, da si discipliniran. Ne. Da greš, da rečeš, lej, vsakič, ko bo 2% padlo, bom šel ven. Ne bom nikoli riskiral več kot 2% svojega denarja, kot primer. Ne. In pač, zdaj, to je malo generalno, ne, pa tudi ni namenjeno temu, da bi kdo me zdaj dobesedno vzel, da dam na svet, ampak sam način razmišljanja razlagam. Veš kaj je poanta, recimo jaz kot nek začetnik, ki je mislil, da je trader, ne, jaz v bistvu razumel sem, ok, obstajajo stop lossi, pač treba si je naštimati neke mentalne barijere, potem imajo ljudje mentalne meje, kdaj boš izstopil, pa mogoče na eno in orderje naštimati, pa v bistvu dostikrat se tega sploh nisem držal, ker enostavno v trenutku, vročici, kako se reče? Vročici trenutku vročice, kaj se reče? In the heat of the moment. Vročici trenutka. Pač enostavno nisem naredil tisto, kar bi moral narediti, ker nisem bot, ker imam emocijo, ne? In v bistvu bolj nekako sem tako dojel, da tle se moraš nekako sprijazniti s tem, da boš zgubil in to ti mora biti good in v bistvu načeloma ti ne sme, saj tako sem videl, da se te boljši traderji nekako obnašajo. Ok, on pobere, mislim, sprejme izgubo, ok, kada ni nič, let's go naprej. Ampak on je takrat zgubil nek majhen delček in ga to niti načeloma ne boli. Recimo medtem, ker sem mogoče izgubil več, mogoče 5% ali pa 10%. Oh my god, kva zdaj je, zdaj pa panika, beda, veš, ne. Zato je, ker v bistvu kaj še tudi dobri traderji delajo, ne. Dober trader se pripravlja, ne. Preden vsak dan začne trgovati, pogleda cene prejšnjega dneva, v kakšnem razponu se je gibalo, kakšen je bil volumen, kaj mogoče govorijo novice, kako so se drugi trgi gibali, ne. Pač ima določen ritual podatkov, ki jih procesira in ki jih pogleda, določene kazalnike vnaprej. In potem, ko začne, ne, že ima gameplan, torej že ima načrt, kaj bo počel. In dejansko tudi potem si zapisujejo vse, kar počnejo. Ne. Torej in potem na koncu... Kot nek žurnal. Kot žurnal, ja, to trading journal. Ne. In potem na koncu dneva, pa na koncu tradov pogleda, pa zanalizira. Ne. Torej je cel proces, ki je zelo analitičen, pa zelo tak samoreflektiven, ne, da dejansko skozi gledaš, skozi izboljšuješ, poskušaš te napake odpraviti. Ne. In to imaš, mislim, imaš tudi na kriptu fante, ki so zaslužili milijone, ne, ker so res dobri v tem, ne, res so se posvetili temu in obvladali pač samega sebe, ne. Veš, dosti vidimo in glizar tega, ker so tudi eni ljudje, ki so dejansko tudi konkreten denar naredili, eni so ga naredili z znanjem, eni so ga naredili pa s tem, ker so bili na napačnem mestu v napačnem času, ali pa jih obratno, ta pravem mestu, ta pravem času, pač loterija.
slučajno. In to me pripelje do tega, veš, do virov, ki si prej omenil, ne, pa si rekel učenja, pa YouTube, pa ezoterike. Videl sem, da je dosti trend taka, ne, da imaš ti, nekdo pride na novo, reče, v kripto, kar se meni zdi dobro, da če nikjer prej že v življenju niso investirali, da vsaj enkrat začnejo z investiranjem, da se mogoče, da uletijo, pa tudi če se mečkano peče, upam, da ne zgubijo nobenega velikega denarja, saj da vsaj z mehkim začnejo, da začutijo tole, veš, malo rekel prst v vodo, ne, da začutijo. In potem takoj naslednja poteza je, kdo mi bo ki povedal, kaj bom jaz investiral, in gre v YouTube, na YouTube, in potem tam dobi neke youtuberje, neke svetovalce, ki te v bistvu učlanijo v nek klub, in v tem klubu pa ti plačuješ na mesec, da on tebi neke signale pošlje. In ljudje večinoma, kakor sem jaz del, niso. Kakšni dobijo denar, ampak dostikrat je pa to kar scam, ker so to neke skupine, ki so naštimane, ker tisti, ki reče, da so dobili denar, so zares del skupine, ki to organizira, in ne ljudje, ki so veliko se tega dogaja. No? Ne, jaz mislim, veš, da... Ne rečem seveda, da so vsi taki, ampak vse je pomešano. Ne? Kako zdaj je tega že vedno manj, ampak še večji skem je bil to, da so ljudem prodajali, kako kupovati kripto, ne? Pol so pa šli na neko investicijsko platformo ali pa na neko menjalnico, ki sploh ni obstajala. Pa sploh ni bila nič regulirana, pa sploh... In dejansko so šli, pa so dali tam denar nekim Malezicem, ki ni šans, da ga nazaj dobiš. Ne? Tega je bilo kar veliko. Tega je zdaj malo manj, ljudje so malo bolj izobraženi, ve, da more preko znanih podjetij, kje so, kaj počnejo, ne? Da mora prek znanih platform vlagati. Je pa še vedno, ne? Jaz sem zdaj le slišal za primer, ne? En upokojenec. So mu rekli, ja, lej, moraš si na Binance odpreti, moraš si na te dobre borze, ne, bomo mi za tebe odprli. In so mu res račune na teh velikih kriptoborzah odprli, on je dal, da jim 100 jurjev gor, malo sem, sam so ga pa nasrali, da jim je dal kodo do svojih akauntov. Valjda. So mu to vse naredili, mu kupili kripto, naslednji dan je prišel gor, kripta ni bilo, njih pa tudi več ne. Kot primer. Se mi zdi zelo v redu, da se začne z malimi zneski, zato ker vsak bo na začetku rabo, da zgubi tistih svojih 100 evrov, 500 evrov, pa je bolj še 100, 500, pa tudi 1000 zgubiti, kaj pa da zgubiš 10 000 ali pa 20. Ja. Jaz ne bi svetoval ljudem, da kar vzamejo iz banke vse svoje prihranke, pa kar, zdaj pa grem kupiti en kripto. Ja, boš zgubil na začetku. In tudi to s temi signali, ne? Ja, če ti nekdo hoče prodajati signale po 100 evrov ali pa 50 evrov, sigurno ni dober v tem, zato ker ne bi rabo drugače prodajati tega za take zneske. Sam sebi naredil, ne? On bi sam trgoval, ne? In zaradi tega bi jaz rekel, da tudi sem z enim prijateljem, odvetnikom govoril, ki je začel se s kriptotom ukvarjati, ne? In je rekel, da mu rečejo tudi kaki drugi fantje, pa to, ja, bi jaz tudi kripto, to je še bilo kar malo let nazaj, ne? To že ful bo razito, ampak je rekel, lej, noče si vzeti časa, da bi se naučili, kako si račun odpreti, kako kupiti, zakaj, kjer kripto, ne, in kaj pač je. In bi pa kar zaslužili s tem. Ne? Ja. Ne, meni se zdi dobro, da se izobraziš, da prečitaš, da poskušaš najti prave vire. Ne? Zato, ker da ne greš kar na YouTube pa prvega guruja, ki sploh ni guru, ampak prevarant, pa začneš ga poslušati. Ne? Je v redu, da res z odprtimi ušesi pa očmi pogledaš, kdo so malo bolj vodilni v tem sektorju, pa res uspešni, pa da potem prideš do pravih virov, pa predvsem, da v štartu si toliko izobražen, da veš, da moraš pogledati, kdo so ta prava imena. Ne? Je pa res, da če bi rekel Sam Bankman-Friedman, ne? Ja. Pa FTX, ne? To je bilo največje ime, pismo na koncu je pa šlo. Pač v naši industriji smo imeli, da je neki funky, da se dogaja. Zato, ker so imeli nič fijev, najnižje v industriji in so se s tem pač kitali in smo se vsi sprašvali, kako sploh preživijo. Ampak to je druga zgodba, ne? There is no such thing as free lunch. Jaz sem bil prepričan, da bo tudi Binance šel po njegovi poti, pa so se zlizali. Ampak mislim, da jih je rešilo to, ker je potem kripto spet zrasel. Zato, ker je največji problem ta, da tudi če
tudi če rečejo, da so regulirani, ne, torej regulacija ni vedno slaba. Če nekdo ima tam ful denarja, ne, pa ga drži na računih, ne, je fino, da je neke vrste regulacija, da ni zdaj to kar v rakih davčnih oazah pa posod po svetu, pa v 10, pa na koncu še reče, sem regulirana, v bistvu je en manjši del, drug del pa je na Bahamih. Ne. Na Coconut Street 5. Ja, sej. Ne, v redu je, da so enostavne strukture, pa da se ve, no. Absolutno se to strinjam. Definitivno je treba, naprimer, iti čez ta korak, pa se naučiti, pa da malo razumeš, pa da veš, kaj je povpraševanje, ponudba, koliko časa lahko kupiš. Koliko časa rabim jaz, da recimo postanem dober trader? Recimo, kaj to pomeni? A veš, ljudje pridejo, pa jaz sem mislil, jaz sem trader par mesecev, ampak sem se učil, koliko rabim jaz, tako, leto, 2, da se, ker se ti more znanje vsest, pa svoj stil moreš najti, ne. Ni zdaj tak, da tudi če boš, če ti bo nekdo razložil, vsak ima svojo psihologijo, ne, in vsakemu ustreza drugačen tip trgovanja, ne. Ja. In dejansko nekomu ustreza, da bo samo na 15-minutnem intervalu pobiral, ne vem, 0,2% z nekim leveragem, pa bo to naredil, pa bo delal lepe donose. Nekomu paše, da pobira trende, pa da pobira tistih 20-30, pa da ima to narejeno. Nekdo bo investiral po en teden, 14 dni. Ne. En bo imel ene indikatorje, druge, toliko rizika, ne vem, ful je različnih faktorjev in to je kar težko, da sam sebe toliko spoznaš, da ugotoviš, kaj ti ustreza. Ne. Ja. Samo mi je tako, veš, po eni strani, kar rečeš, 1 let, ja, meni se zdi to, jaz ne vem, jaz ne moram postati trader. Sam pri sebi, take osebnosti, mislim, preveč težko bi mi bilo, ker se mi zdi, da sem preveč emocionalen za tradanje. Veš, prizadane me preveč in meni je recimo osebno najlažje konkretno DCA-jati, no. Pa sem investiral kar nekaj mesecev, veš, ker je pa tudi tako, v katere vire sem jaz investiral, koliko mesecev, to je tudi verjetno vprašanje, ker nisem dobro pokril v startu. Ne, veš kak, dejstvo je, da to, kar jaz rečem 1 leto, 2, ne, to si ljudje zdaj predstavljajo, bom jaz 2-krat na teden malo pobrskal, ne. 1 leto, 2 je, če posvetiš življenje 1 leto temu. Torej, vsak dan se s tem po par ur ukvarjaš, ni enega dneva, ko se ne ukvarjaš, spiš pa ješ, pa še mora biti predpostavka, da si za to, ne, ker jaz mislim, da 90% ljudi ima težavo biti dobičkonosnih, ne. Razen, če imajo res sistem, pa se ga morajo držati, ne. Torej, da te nekdo prisili, da se držiš tega sistema, pa druga stvar, da se iz pravih virov učiš, torej, da najdeš prave mentore po sreči. Nekateri najdejo po sreči prave vire, no. Nekateri pa sem dosti zgodaj začnejo, pač so verjetno, govorim za traderje, jaz sem mislil, mešal sem investicijo zdaj traderjev, prosti. Ne, drugače pri tradanju je tudi tak, ne, to je skoraj kot pri smučarskih skokih, ponavadi mlajši ljudje boljše tradajo. To pa zaradi tega, ker isto kot iti skočiti s planice, ne. Pa najnih 40 plus ne bi šel nikoli, ne. Ker si pa 18 let star, pa ne razmišljaš preveč, ne. Ja. Dve zadevi sem hotel še povedati, oziroma te vprašati. Tradanje in AI, a bo AI to bistveno spremenil po tvojem? Pa, kako je, glej, jaz pač mislim, ljudje smo zelo dobri v nekem intuiciji pa pattern recognition, ne. Torej, sicer pravijo AI pa torej gledanje vzorcev, ne. AI, torej borzni trgi pa kriptotrgi, ne, so toliko kompleksni, toliko kompleksna formula gibanja, ne. Torej, matematično se temu reče, da so hidden Markov chain, ne. Markov chain je v bistvu veriga, kjer rezultat naslednjega metakovanca ni odvisno ničesar drugega od tega trenutka, ne. Z drugimi besedami, če ti zdaj 100-krat vržeš kovanc, ne,
pa se ti 5-krat ponovi glava na kovancu, ne bo naslednjič čist nič večja šansa, da bo grb. Še vedno bo 50-50. Ne? In dejansko v bistvu hidden, ne, pa pomeni, da v ozadju delujejo neke sile, ki jih ti ne vidiš. In te sile spremenijo to verjetnost, ali bo šlo gor dol. Ne? In zdaj to je zelo, zelo težko računalniško modelirati, ne, pa napovedovati. AI bo sigurno to spremenil, zato ker lahko bistveno lažje programiraš, torej kodo pišeš programsko, tudi najde AI nekaj, kar vzorce, ki jih mi ne vidimo. Ne? Pa je pa ena ful velika razlika, ne? Ljudje vedno mešajo machine learning pa AI. Ne? Torej, machine learning pomaga človeku, da sprejme pravo odločitev, AI pa poskuša igrati, da je človek, torej nadomesti človeka pri upravilu. Ne? Torej, pri trgovanju moraš ti zanalizirati, kdaj bi kupil, moraš kupiti, pa moraš iti ven. Ne? In dejansko v bistvu zaenkrat AI-u to še ne gre zelo dobro. Ne? Definitivno so pa spremembe, samo jaz na AI v vseh panogah gledam na način, da pomaga človeku, nikoli pa ne bo nadomestil človeka. Jaz malo tako rečem, ko bo AI toliko sposoben, da zna napovedati vreme 6 od 7 dni. Prav? Beyond samo temperatura, ne? Pol zna biti nekaj že toliko pameten, da mogoče bo tudi pri trgovanju kaj pametnega delo. Ne? Čistko nekaj ena osebna moja. Ne vem, je prav ali ni, ampak to je neka moja stava. Škako, jaz bi imel še eno zadnje vprašanje. Najpomembnejše. Zdaj, če se nekdo odloča, ne, če bi se raje posvetil trgovanju ali pa če bi se raje posvetil investiranju, kjer vprašanje bi si ta oseba morala zastaviti, da ugotovi, kjer pristop se najbolj ujema za to osebo, oziroma s cilji, oziroma življenjskim slogom. V bistvu z drugim besedam, ali pa če poenostavim, je lažje biti trgovalec ali investitor, ali pa jaz bi rekel, na naši platformi je večina ljudi takih, da niso profesionalci z vsaj dekado izkušenja, ne? In jaz itak bom rekel investiranje, ampak me v bistvu zanima prav, kako ti razmišljaš, če je to tradenje, če... Jaz bi rekel, da... Kaj se mora postaviti vprašanje človek? Jaz mislim, da za veliko večino ljudi, ne, ki nimajo v nekem trenutku, ne vem, 50,000 evrov, ne, naj bodo kar investitorji. Ne. Zdaj, jaz sem zelo pristaš tudi nekih razpršenih portfeljev, ne, torej nikoli ne bi nekomu, sicer, ko si zelo mlad, ne, fino je, da začneš v kriptu, ker se veliko naučiš in o denarju, in o investiranju, in o nekih novih tehnologijah. Ne. Pa dovolj si mlad, da tudi, če bo zadeva ful zanihala, te to ne bo ubilo. Ne. Ampak definitivno bi pa vsakemu, ki investira, svetoval, da razprši svoje premoženje na in kripto, in delnice, bolj, ko si mlad, več delnic, in neke prihranke v denarju ali pa v nekih bolj varnih naložbah. Ne. Tudi v Sloveniji je ena taka velika napaka, da ljudje zelo mladi kupijo stanovanje, ne, pa se zapufajo do grla, pol pa samo tisti puf odplačujejo, pa sicer jim ostane tisto stanovanje. Ne. Če bi pa, na primer, ti isti ljudje pri 20 v kripto pa v delnice vložili, bi pa verjetno imeli za 3 stanovanja pri 45, ne? Pa vsak mesec vlagali. Ne? Ker dejansko ti moraš računati, da pri investiranju ti največji donos prinese obrestno-obrestni račun. Ne? Čas. Torej, ampak čas pa obrestno-obrestni račun, zato ker če ti vsako leto, to je pravilo 72, ne? Pravilo 72 pomeni, da če številko 72 deliš z svojim povprečnim letnim donosom, vidiš, v kakem času se ti denar podvoji. In če ti 10% na leto dosegaš donos, si v 7,2 letih podvojil svoj denar. Ne? Če v 5% na leto dosegaš, si v 14,4 letih, ne?
pri 20% donosa si pa v 3,6 letih. In če ti v 3,6 letih, naprimer, podvojiš, ne, boš v 7,2 letih početveril. Torej, zato, ker ti raste tvoj denar eksponentno in zaradi tega v bistvu če ti konstantno investiraš, zelo hitro ta zadeva dvigne. Jaz bi rekel, da pri tem investiranju je najbolj pomembno to, da imaš nizke stroške, da ti nekdo ne jemlje nekih velikih upravljalskih provizij. Naprimer, nekdo, ki ti da v naši vzajemni skladi, ne, naprimer, ti jemljejo, ne vem, 3% na leto skoraj, ali pa 2,5%, naprimer, ne. In če gledaš, da je povprečen donos delnic skozi zgodovino 7%, ne, on ti vzame v bistvu skoraj 30% tvojega donosa. Ko pa pade, bo pa isto padlo, ne, vmes. In ti bo na koncu to pomenilo, da boš imel 40% manj denarja čez 20 let. Ne. In dejansko v bistvu zaradi tega je zelo fajn, da nekako sam investiraš, ne, preko platform, ki nimajo nekih, bom rekel, v procentih ogromnih fijev tekočih, ne, torej, na leto jemljajo 2%. Ne. Isto je pri delnicah, da kupuješ te ETF-e, torej to ti je kot vzajemni sklad, samo da na borzi kotira ETF, ne, in da to kupuješ. Jaz mislim, da tudi če si investitor, pa da če bi delal pametno, tako kot sem rekel, oni dal teorija, jaz če bi nekomu svetoval, kaj naj počne, bi rekel, bodi investitor, pa kupi si subscription, pa nimam nič z njimi, da jih zdaj tržim, pa kupi si subscription na dodavtheory.com, pa sam tistim signalom sled, ker tisti signali bo en na leto ali pa en na 2 leti, ker ti bojo rekli, glej, zdaj pa signal kaže, Bitcoin bo padel, idi ven, pa počakaj. Ne? Isto, delniški trg pokaže, je padlo. Ne? Pri trgovanju pa bi rekel, da če se hoče s tem ukvarjati, tudi super, ker se boš veliko naučil, ampak začni z malimi zneski, pa ne zdaj, če si začel s 500 evri, ne, imaš danes trading platforme, kjer lahko 10 evrov pa 20 evrov staviš. Ne to vzeti, kot da hodiš v kazino. Ne vzeti 1000 evrov pa 500 evrov za vsak trade dati noter, zato ker boš 3-krat naredil, pa boš zgubil 1000 evrov, pa te bo to bolelo, pa 3 tedne ne boš pogledal računalnika. Ne. V bistvu moraš, pa tudi tej paper account imaš, kjer poskušaš z ne svojim denarjem, ampak ne s pravim denarjem, ne? In se boš veliko se boste naučili, tako da jaz bi vsakemu rekel, da se naj tega loti, bi tudi priporočil, da če se kdo res hoče s tem ukvarjati, da se obrne na tole združenje, SEMT se reče, to je Southeastern European Market Technician Association. Z veseljem vam bodo dali ali pa vam bomo dali. Se pravi, če nekdo želi prav postati trader, se lahko obrne na to asociacijo. Lahko še enkrat, ker ponoviš, prosim? SEMT, to je Southeastern Europe Market Technical Association. Je pa še tako, da če pa se kdo hoče s tem profesionalno ukvarjati v Sloveniji, pa moraš, ne vem, študirati matematiko, računalništvo, kar danes se veliko trguje, to je rules-based trading, kjer res imaš algoritme, razvijaš algoritme, pa ti algoritmi trgujejo, pa ti spremljaš, kak algoritem deluje, tudi iz ekonomskega faksa so, ne, tudi iz kake energetiko, ne vem kaj, ampak manjša verjetnost, predvsem pa, ne vem, matematika, računalništvo, fiziki so zelo dobri traderji, to bo zaradi tega, ker jih pri fiziki učijo analizirati, veš, če se nekaj giblje v vesolju, ti moraš to zelo nimaš konkretnih podatkov, pa ti moraš sisteme razvijati, pa teorije na podlagi nekih eksperimentalnih podatkov pa predpostavk, in oni so zelo dobri v grajenju nekih, tudi astronomi. Modelov z pomanjkljivim količino točk. Ja, in potem dejansko te firme v energetiki iščejo ljudi, ki so potem trgovci, ne, prav traderji. Ne. In pa tudi v bistvu imaš zelo dosti takšnih, ki doma trgujejo. Jaz sem jih par spoznal, ki celo življenje niso bili v službi, pa samo doma iz svoje sobe trgujejo, pa so nekateri uspešni. Ne. Ja.
Tako da ni nekega pravila, res pa je, da moraš imeti to rad, pa predvsem ne misli, da boš s tradanjem se par stvari naučil, pa kar za svojimi 1000 evri naredil milijon. To ne obstaja. Ti boljše je reči, če imam 10 000 evrov, na konc leta jih moram imeti 12 000. In nastaviti vsak trade, ki ga boš naredil, tako da boš 1% riskiral. Se boš veliko več naučil, pa tudi realno je to, da boš dosegel teh 20%, pa ne denarja zgubil. Ne? Tako da, če se odločiš, da bi bil trader, prvo pravilo, zelo malo svojega denarja na enem tradu, riskirati in z malimi zneski začeti. No? Super nasveti so to, res hvala. Jaz bi se tudi na tem mestu zahvalil vsem, ki ste naj pogledali do konca. Dajte prosim kakšen komentar tle spodaj, kakršnokoli vprašanje imate zame ali pa za Mateja. In če, valjda, dajte se seveda tudi subscribati, like and subscribe, ali kako že rečejo, na naš kanal in se vidimo v naslednjem podcastu. Hvala.